Lep pozdrav vsem v to lepo, sončno, večerno popoldne, kako bi človek rekel, ob 7:30 zvečer, še malo gledamo na daleč. Nekako smo se odločili, da je to še ta pravi čas za skupno srečanje in v bistvu smo se odločili zelo dobro, ker naša današnja predavateljica nas bo pozdravila iz karantene. Sicer izgleda dobro in zdravo, ampak vseeno bi morali, če bi imeli v živo, se pravi na licu mesta in situ, bi morali žal to prestaviti. Tako da vse lepo pozdravljam, predvsem Laro Štrbenk, našo gostjo, našo, kako bi rekla, zgodovinarko in francistko, ki je uspešno zaključila prvo stopnjo svojega izobraževanja in zdaj lepo nadaljuje svojo to raziskovalno, študijsko in vneto pot znanja še naprej. Torej, to je danes 4. predavanje iz cikla Posavje o raziskovalnih in diplomskih nalogah, ki smo ga začeli marca, 25. marca, je bil z nami tudi diplomant arheologije Timotej Pavlin, potem 15. aprila Rok Mrvič, magister slovenistike in rusistike, potem 13. maja nas je v to jubilejno leto, 30 let Republike Slovenije, s svojim pogledom, tudi zgodovinsko-etnološkim, nekako popeljala Sara Čosič in seveda danes se bomo pa sprehajali po dvorcih in tako začeli eno to pot, ki začnemo danes tem, potem pa v soboto, da ne pozabim, vas že danes še enkrat vabim, da se ob 10. pri tem dvorcu, ki ga ima Lara za ozadje, tudi dobimo. Ampak o tem zagotovo še na koncu. Sedaj pa seveda pozdrav vsem tukaj in pozdrav vsem tudi, ki nas gledate in spremljate preko Facebooka. Tisti, ki ste bili večkrat z nami, veste, da res osrednjo besedo damo našim mladim raziskovalcem, mladim diplomantom in res sem vesela, da se je Lara Štrbenk lotila te odlične teme, teh pozabljenih dvorcev, da je to tudi odlično pripravila pri res zahtevnemu profesorju, doktorju Borisu Golcu, ki ga mi poznamo tudi kot raziskovalca naših krajev. Mogoče se spomnite, leta 2008 je našel pravo Valvazorjevo hišo, pa potem nekje kmalu zatem je našel to v Krškem, potem je našel pravo Trubarjevo rojstno hišo, tam na Rašci, ampak to so recimo take malenkosti, ves čas pa se ukvarja z izjemno pomembnimi zgodovinskimi obdobji, še starejšimi predvsem, kar nas vedno veseli, da se te raziskave usmerijo tudi v naše območje. Ampak seveda danes ni najpomembnejši doktor Boris Golec, najpomembnejša je naša Lara Štrbenk, deklica številnih talentov, številnih zanimanj in seveda tudi velike energije, kar boste videli tudi iz njenega predavanja. Lara, ta predstavitev je kratka, če boš pa želela še sama kaj dodati, pa boš seveda tudi dodala. Z Laro, tako kot s vsemi drugimi načeloma, se kar tikava, ker se že dolgo poznava, skupaj pojeva, da ne bo to neka skrivnost. Je pa tudi pri nas v lanskem letu, 2 leti nazaj, ko še ni bilo teh grdih zaprti, tudi bila naša študentka čez poletje, tako da ste jo mogoče tudi srečali kdaj med našimi zidovi. Torej, Lara, hvala sedaj za to, kar si pripravila vnaprej, potem pa zagotovo še klepetamo in ki vprašamo in se veselimo tudi sobote. Izvoli, Lara. Hvala za ta res lep nagovor, Alenka. Zdaj pa sem, da še te tehnične stvari porihtamo, da delim z vami zaslon. Pa mi boste povedali, če vidite. Trenutek. Vidimo samo projekcijo, da, ja. Evo, takoj. Takole. Zdaj bi pa mogli videti tako, kot sem si je zamislila. Bo? Seveda bo. Odlično, hvala lepa. Hvala še enkrat torej Alenki za to predstavitev. Tudi jaz bi rada vse zbrane, ki nas gledate ali tukaj na Zoomu ali mogoče prek Facebooka, pozdravila na današnjem predavanju.
ki sem ga naslovila Trije čateški dvorci, spomeniki brežiške preteklosti. Moje ime je torej Lara Oštrbenk, stara sem 22 let, trenutno sem pa študentka prvega letnika podiplomskega pedagoškega študija, zgodovina in francoščina. Rada bi se na tem mestu zahvalila Posavskemu muzeju Brežice in Alenki za priložnost, da lahko danes predstavim vsebino moje diplomske naloge, torej v kateri sem se ukvarjala s 3 zelo pomembnimi stavbami na območju župnije Čatež ob Savi. Odtod tudi ime tega mojega predavanja in tudi naslov moje diplomske naloge, ki sem ga pa za to priložnost malo skrajšala. Originalni naslov moje diplomske je ena taka dolga klobasa, v kateri se človeku začne zehati in se glasi Trije čateški dvorci, lastniški, upravni, dediščinski, gospodarski in kulturni vidik. No, vse te silne vidike vam bom danes skušala jaz predstaviti na kar se da zanimiv pa čim manj dolgovezen način. Najprej pa nekaj besed o tem, zakaj sem za temo svoje diplomske izbrala ravno to temo. Tisti, ki me poznate, veste, da prihajam iz Žejnega, to je ena mala vasica v občini Brežice pod Šentviško goro, s katero sem neločljivo povezana. Do domačih krajev res jaz gojim en tak prav poseben odnos, izredno uživam v življenju in ustvarjanju v vlogi krajanke in župljanke Čateža ob Savi, vedno pa tudi ponosno povem, da sem občanka občine Brežice. In izbira teme moje diplomske naloge je bila za mene res popolnoma logična. V bistvu sem nekako svojo ljubezen do tukajšnjih gričev, vinogradov, ljudi in seveda zgodovine preteklosti želela povezati s svojim strokovnim znanjem. In tako je v lanskem letu nastala ta diplomska naloga in sem torej diplomirala z lastnim prispevkom k raziskovanju lokalne zgodovine Posavja in občine Brežice in sem podrobno raziskala zgodovinski razvoj teh 3 bolj ali manj znanih dvorcev z področja Čateža. Pri svojem raziskovanju sem se delno opirala na že obstoječo literaturo, ki je bilo pa res izredno malo, in zato sem potem v veliki meri te podatke črpala iz arhivskega gradiva. To arhivsko gradivo sem pa dobila v Arhivu Republike Slovenije, v Nadškofijskem arhivu Ljubljana, največ pa v našem župnijskem arhivu na Čatežu ob Savi. Torej, največ teh zanimivih podatkov, ki vam jih bom danes predstavila, sem pridobila iz teh matičnih knjig, v katerih so popisani vsi prebivalci župnije po hišnih številkah in pri dekodiranju teh izredno nečitljivih pisav, pa seveda je vse napisano v latinščini in nemščini, mi je pa zelo veliko pomagal naš čateški gospod župnik Jože Patek. No, danes se bomo torej pogovarjali o 3 čateških dvorcih, ki nam v obliki stavbne dediščine pripovedujejo o pestri in res dolgi starodavni zgodovini tega obmejnega območja, s katerim se čutimo prek naših vasi, vinogradov, ljudskih zgodb povezani tudi mi, torej tukajšnji prebivalci. No, danes dvor Dvorica na Dvorcah in dvor Čatež na Čatežu ob Savi žal nista več ohranjena, niti v ruševinah, lahko pa na srečo še vedno uživamo v pogledu na vinski dvorec Straže v Cerini za mojim hrbtom, kamor vas že zdaj tudi jaz vabim na ogled v živo v soboto. Označen pa je tudi na tej karti Čateške župnije, ki jo je pa prav za to priložnost izdelal moj kolega geograf Jure Pavšek, ki mislim, da je tudi prisoten danes pa nas gleda, tako da hvala Jure za ta prispevek. No, danes bom vam kronološko predstavila zgodovinski razvoj vsakega izmed teh dvorcev, še posebej v kontekstu njihovega lastništva, torej kako so se spreminjali glede na to, kdo je bil njihov lastnik. Skušala bom pokazati, kakšno vlogo so imeli ti 3 dvorci v zgodovini in kako se jih mi v Posavju, v Brežicah spominjamo danes. Skupni imenovalec vseh teh 3 dvorcev, ki je pa ključno vplival na njihov razvoj, je bil pa to, da so bili vsi 3 za krajši ali daljši čas v lasti cistercijanskega samostana Kostanjevica, ki ga pa gotovo tudi vsi poznate. No, zdaj pa poglejmo, kako so se razvijali. Začela bom seveda z meni najbližjim in najljubšim in tudi tem, ki je pač še ostal, vinskim dvorcem Straža v Cerini, v današnjem naselju Cerina. Temu dvorcu bo danes posvečena tudi večina predstavitve, ker imam pač o njem največ podatkov. Dvorec torej leži v naselju Cerina, to je vzhodno od Šentviške gore, v zgodovinskih virih pa se pojavlja res pod najrazličnejšimi imeni,
ki sem vam jih tudi izpisala tukaj na drsnici. Torej, ni dvoma, da gre za dvorec, ker je vedno v vseh zgodovinskih virih poimenovan Hof ali Arx. Hof je po nemško dvorec, Arx pa po latinsko. Oboje pomeni pa dvorec ali pa neka utrdba, grad, nekaj takšnega. No, v imenu Arx Landstraßensis lahko pa razberemo, da je bil dvorec eden izmed pristav Kostanjeviškega samostana, ker Landstraß pomeni Kostanjevica, torej to je drugo ime za Kostanjevico. Torej, tudi glede na svoje raziskovanje lahko potrdim, da je bil ena izmed najpomembnejših pristav. Torej, rada bi izpostavila, da je danes ta dvorec, da danes domačini v ljudski govorici ta dvorec imenujejo ali pa imenujemo grad, torej Cerinski grad, noben ne reče dvorec, to je grad. To je zelo zanimivo, zato ker arhitektura tega dvorca v bistvu sploh ni grajska, ampak tipično samostanska, se pravi, ima ta sredinski atrij, pa še stolp zvoniški je zraven. Ampak vseeno to ljudsko poimenovanje grad nam pove, kako zelo pomembna je bila ta stavba v vasi in tudi v širši okolici. In vsi, ki smo se že kdaj peljali mimo tega dvorca, vemo, da nas ta velika stavba kot nekakšen vratar ob cesti pozdravlja v prihodu v vas in naravno nekako prevzema vlogo nekega centra, središča, celo zbirnega mesta. Njegov zgodovinski razvoj bom pa predstavila glede na to, kako se je spreminjalo njegovo lastništvo, torej v 3 etapah najpomembnejših. Najdaljša bo posvečena Kostanjeviškemu samostanu, ker je pač takrat, ko je dvorec lastil samostan, je dvorec doživel največji razcvet, potem v času uprave verskega sklada in na koncu v času lastništva družine Kolar, ki je pa v bistvu bila uradna lastnica dvorca vse do letošnjega leta, ko pa se je lastnik zopet zamenjal. No, zdaj pa, če začnemo torej na začetku. Začetke Cerinskega dvorca moramo nujno povezovati z ustanovitvijo od njegove matice, torej Kostanjeviške opatije. Kostanjeviška opatija je bila ustanovljena tam v drugi polovici 13. stoletja, in Kostanjeviški patri so dvorec nadzorovali in tukaj tudi živeli, vse do začetka jožefinskih reform, torej do konca 18. stoletja. In Kostanjeviški samostan je leta 1249 od svojega plemiškega ustanovitelja Bernarda Spanheima na tem območju, o katerem pač danes govorimo, prejel 8 hub, torej mansos po latinsko, na Cirniku pri Straži. No, ta toponim se nanaša na naselje Mali Cirnik, ki ga po mojem tudi veliko danes prisotnih pozna, in vse te kmetije so ostale v lasti Kostanjeviškega samostana do 16. stoletja, takrat so pa na silo odvzeli Kostanjeviškemu samostanu te kmetije, nič kaj zavidanja vredni sosedi, gospodje Mokriški iz Mokriškega gradu, ki so pa na tem ozemlju ves čas skakali tem Kostanjeviškim opatom v zelje. No, in ravno vas Mali Cirnik s temi 8 kmetijami nekako predstavlja zametek te vzhodne enote Kostanjeviške posesti, ki se je potem razširila na desnem bregu Krke okoli Čateža ob Savi. In v 18. stoletju je uradno center tega območja postal pač dvorec v Straži, se opravičujem, ki je pa do takrat gotovo neuradno obvladoval vso to posest. No, poleg Malega Cirnika je pa potem samostan leta 1246 od koroškega vojvode Ulrika II. Španheimskega dobil še naselje Čatež ob Savi z vsemi pritiklinami. In župnik Ladislav Tomazin, ki je na Čatežu služboval med leti 1955 in 1968, meni, v svojih zapiskih zapiše, da je ravno pridobitev Čateža pomenila začetek samostanskega gradiča, torej dvorca, in cerkve svetega Mihaela v Cerini. Tu torej govori o kapeli svetega Mihaela, ki se nahaja v dvorcu Straža, ki pa je najverjetneje nastala kasneje, ne še takrat v 13. stoletju. So pa od tu, se pravi iz dvorca Kostanjeviški menihi, potem vsaj še 2 stoletji, torej od leta 1400 naprej, upravljali Čateško župnijo, ki je pa nastala okoli leta 1400. No, tako lahko začetke Cerinskega dvorca lociramo skoraj 900 let nazaj v času, v drugo polovico 13. stoletja, čeprav je pač stavba, ki jo poznamo danes, nastala večinoma šele v 16. stoletju. Tako da dvorec je v bistvu zelo, zelo star.
No, Kostanjeviški samostan je svoje posestva, tudi tista v okolici dvorca Straža, oddaja v zakup podložnikom po gorskem pravu. In ti podložniki so bili zavezani k temu, da upravljajo na tem dominikalnem posestvu tlako. Torej, delali so v samostanskih vinogradih, ki vsi, ki živimo na tem koncu in poznamo te konce, vemo, da teh vinogradov ni malo, in so morali opraviti 750 tlačnih dni na leto. K temu je spadalo to, da so obrezovali trte, okopavali so vinograde, tudi trgatev so imeli v teh samostanskih vinogradih, prevažati so mogli tudi ta samostanski mošt in so bili zavezani tudi k oddaji svojega lastnega vina. No, tisti, ki so pa živeli blizu dvorca, so pa morali na dominikalni zemlji upravljati tlako. In na drsnici vidite seznam naselij in kmetij, ki jih je na tem območju imel pod nadzorom ali pa v lasti Kostanjeviški samostan. To je zapisano vse v urbarju Kostanjeviškega samostana iz sredine 14. stoletja, potem skozi stoletja je seveda teh vasi, ki so bile pod Kostanjeviškim samostanom, bilo vse več in seveda kdo drug je nadzoroval, če te podložniki dejansko upravljajo to tlako in oddajajo vso to vino in mošt, kot pa menihi, ki so se pa potem locirali tukaj v dvorcu v Straži, ker je bilo pač to blizu in priročno. No, zaradi njegove ugodne lege je bil dvorec Straža tudi priljubljena počitniška rezidenca Kostanjeviških opatov. Tu so se ustavljali recimo, ko so se hodili zdraviti na Čatež, in ker dvorec leži na vinorodnem področju, so tu veliko časa preživeli v času trgatve, tam septembra in oktobra, pa seveda v času proščenja na Mihajlovo 29. septembra, torej na god svetega Mihajla, ker je pač svetemu Mihajlu posvečena bila ta samostanska kapela, mu je še danes. No, in samostanske računske knjige poročajo, da so takrat za to Mihajlovo, za to proščenje imeli veliko fešto, žurko in so veliko takrat zapravili za razno jedačo in pijačo in recimo tudi za godbo. Enkrat so si godbo privoščili, so imeli živo muziko. No, dvorec so imeli opatje res zelo radi, posvečali so mu veliko pozornosti, zanj so lepo skrbeli in s tem je povezana nekako tudi prva omemba dvorca iz leta 1639. Omenjajo računska knjiga opata Jurija Zagošna, ki poroča, da so pač takrat potekala na dvorcu neka popravila, ki jih je tudi opat nadzoroval. Prekrivali so takrat recimo streho, prenavljali so samostanski stolp, opat je naročil nov oltarček za kapelo svetega Mihajla in ta kapela se pa potem 2 leti kasneje, leta 1641, prvič omenja ravno s temi popravili stolpa, ki je bil pa najverjetneje dozidan tisti prvotni stavbi, ki je nastala v drugi polovici 13. stoletja. No, čeprav je pa ta zvoniški stolp viden na ilustraciji v Valvazorjevi slavi Vojvodine Kranjske, tu Valvazor te kapele izrecno ne omenja. Torej, Valvazorjeva slava Vojvodine Kranjske je iz konca 17. stoletja in tukaj sem za lažje razumevanje malo po domače, pa s pomočjo mojega fanta, ki je germanist, prevedla Valvazorjeve besede o dvorcu Straža iz nemščine, kjer govori, kot si lahko preberete tukaj, predvsem o njegovi legi, ampak lahko pa mi v tem opisu zaznamo eno površnost strani Valvazorja in sicer je napisal, da grad Straža leži na območju Srednje Kranjske, kar pa ne drži. Območje, o katerem govorimo, je nekoč spadalo pod ozemlje Spodnje Kranjske, ne Srednje, ki zajema prostor med Krko in Kolpo. Govorimo seveda o kranjski strani naše občine, Brežičani, brez skrbi, vi ste še vedno na štajerski strani, da vas ne bo zaskrbelo. Tukaj lahko pa tudi primerjamo severno steno dvorca z njegove severne, torej severno steno dvorca iz časa Valvazorja na tej ilustraciji iz slave Vojvodine Kranjske zgoraj, pa to isto steno danes, oziroma ta slika je nastala lani, približno v tem času, 1 leto stara slika, ki pa se ni do danes seveda veliko spremenilo. No, in lahko vidimo, da v bistvu ta večkapni nadstrešek nad kapelo svetega Mihajla tukaj na desni strani pri stolpu se sklada z današnjo. Celotna severna stena je pa danes daljša, kot tukaj pri Valvazorju, členita jo 2 manjša stolpiča, ki sta bila kasneje verjetno zazidana v enotno steno. No, Cerinski samostan pa lahko tudi tesno povezujemo z nastankom župnije Čatež ob Savi. Naš tamkajšnji župnik Jože Pacek
v eni izmed župnijskih publikacij ocenjuje, da je Cerinski dvorec župnijo, citiram, po vsej verjetnosti priklical v življenje. Že leta 1404 je bila naša župnija prvič omenjena kot podružnica župnije Sveti Križ v današnjem Podbočju, se je pa že konec 15. stoletja izločila iz te svoje matične župnije od Svetega Križa in je postala samostojna dušno-pastirska postojanka pri cerkvi Svetega Jurija na Čatežu. In pred odcepitvijo Čateške od Svetokriške župnije so župniki Svetega Križa na Čatežu imenovali duhovnike, torej duhovne službe, in skupaj s Svetokriško župnijo je bila naša utelešena Kostanjeviškemu samostanu in je tako postala leta 1468 tudi samostanska župnija. Upravljali so jo pa seveda konventuali, ki so pa stanovali kje druge kot v Vinskem dvorcu Straža, ki je zelo prostoren, kot vidite. Iz tega obdobja je pa v župniji do danes ohranjen tudi krstni kamen iz leta 1610. V Valvazorjevih zapiskih o Čateški župniji pa kapela Svetega Mihaela še ni omenjena, čeprav je takrat že obstajala. Je pa potem kasneje v poročilu enega izmed čateških vikarjev iz leta 1712 naštetih 12 naših podružničnih cerkva. Danes vemo, da jih seveda ni toliko, ampak ker je včasih naša župnija obsegala še današnjo župnijo Veliko dolino, je teh cerkva tukaj naštetih veliko več. Zdaj, to poročilo iz tega leta je zelo zanimivo tudi zato, ker vikar v njem toži o slabem duhovnem stanju župljanov, se pritožuje, pravi, da kljub temu, da so revni, te naši Čatežani so oholi, trmasti, uporni in grešni, obtožuje jih celo verolomnosti in krivoprisežnosti. Župljani današnje župnije Čatež si lahko tukaj oddahnemo, ker menda nismo bili mi problematični, ampak verniki iz vzhodnega dela župnije, torej današnje Velike doline, in sicer so verniki iz Jesenic, Obrežja, Nove vasi, Bregane ter Velike in Male doline po duhovno oskrbo namesto k samostanskemu vikarju na Čatež oziroma v Stražo hodili v Samobor k frančiškanom, in se je to vikarju Čateškemu malo za malo zdelo. Župnija je imela takrat tudi pravico do pobiranja žitne desetine, ampak v Čateški župniji seveda ni bilo veliko polj in tudi ne žita, je bilo več vinogradov in se je pa potem znašel vikar in je v zameno za žito ob krstu pobiral, ne vino, ampak gotovino. Po tem istem poročilu so bile baje čateške podružnice tudi izjemno slabo opremljene in z malo inventarja zaradi pomanjkanja sredstev. Vzhodni del župnije, kjer so pa živeli te neposlušni župljani, se je od Čateške pražupnije odcepil leta 1778. Manj znano je pa, da naj bi v tem času imela Čateška župnija še eno podružnično cerkev, tudi v Cerini, in sicer je bila to cerkev Svetega Janeza oziroma St. Ioannis imam glih prekrito, pa ne vidim, Cucerina, ja. Sanctus Ioannis Cucerina. To cerkev omenja seznam goriške nadškofije izpred leta 1787. Ta cerkev naj bi se nahajala nekje med Svetim Vidom in Cerinsko kapelo Svetega Mihaela. Razvaline naj bi bile tam nekje 200 metrov vzhodno od cerkve Svetega Vida na vrhu Šentviške gore. Kljub mnogim prizadevanjem in raziskovanjem moje družine, mi teh razvalin in te cerkve nismo našli. Če kdo mogoče ve kaj več o tej skrivnostni cerkvi, ki danes nima očitno več nobenih sledi, bomo pa veseli kakršnihkoli informacij. Ampak zgleda se, kot da se je udrla v tla. Kostanjeviški samostan, pa s tem tudi naš dvorec, seveda nista ušla valu jožefinskih reform konec 18. stoletja. Takratni cesar Jožef II, sin Marije Terezije, je takrat na veliko razpuščal vse samostane in tudi seveda Kostanjeviški ni bil izjema. Imetje teh samostanov je pa prešlo pod verske sklade, ki so bili pod državno upravo. In tudi Cerinski dvorec je bil leta 1794 izročen verskemu skladu Kostanjeviške gospoščine. Iz tega časa franciscejski kataster navaja
da je bil v lasti verskega sklada dvorec Straža z bivalnimi prostori in še z 2 poslopjema, pripadalo je pa zraven še 19 zemljiških posesti ter seveda Čateška župnija. No, za to obdobje najdemo v matičnih knjigah naše župnije dvorec Straža pod hišno številko Cerina 1. Omenja se večje število stanovalcev, tukaj je stanovalo več družin, ki so tukaj živele tudi po več generacij. Recimo tukaj na levi vidimo izsek iz knjige Faranov iz leta 1727, ki omenja, recimo, vidimo čisto na vrhu napisano Arx Landstraßensis, to sem rekla, da pomeni Kostanjeviški dvorec. Potem so pa od spodaj recimo napisani stanujoči Matija Stanič, ženo Gertrudo, potem pa številni drugi prebivalci. Potem imamo pa malo nižje, imamo pa hišno številko 2, kjer piše Domus adiacens, to pomeni hiša zraven, sosedna hiša, zdaj to je verjetno bilo neko poslopje zraven dvorca ali pa en del dvorca, v katerem so živeli, v katerem je živela služinčat recimo, ali pa hlapci in dekle. Se pravi, in je ta del dvorca potem zaradi preglednosti dobil svojo hišno številko. V teku 19. stoletja so se v Cerinskem dvorcu menjavale mnoge družine, res zelo velikih je napisanih pod tema 2 številkama. In konec 19. stoletja je pa dvorec od verskega sklada prešel v posvetno last, kupil ga je pa takratni veleposestnik iz Brežic, Andrej Levak. No, zaradi gospodarske krize so pa Levakovi morali ta dvorec prodati in leta 1931 ga je kupil domačin, Cerinec, prebivalec Cerine, Jože Kolar. Torej, in družina Kolar in njeni dediči so do najbolj nedavnega, tako kot sem rekla, ostali lastniki in prebivalci dvorca. In nekoliko starejšim izmed vas je gotovo poznan obraz te gospe na fotografiji. To je Pavla Kolar, dolgoletna prebivalka gradu in tudi šefica, lahko rečem, gostilne, ki je obratovala v gradu, v pritličju gradu v 70. letih prejšnjega stoletja. In to je bilo nekako še zadnjič, da je bil ta naš grad res v razcvetu oziroma da se je nekaj dogajalo tukaj noter. No, zaradi gospodarske krize so pa Levakovi morali dvorec prodati. Novi lastnik Jože Kolar je želel obnoviti že takrat dotrajano poslopje, to pa ga je stalo življenja. Med snemanjem strehe zvonika, tega, ki ga vidimo tudi tukaj na sliki, ki ga je pač nameraval obnoviti, je takrat omahnil dol na tla in je pač umrl 8. februarja 1938. Z njegovo smrtjo, pa tudi nasploh v 20. stoletju, se je začel zmanjševati pomen Cerinskega gradu v kraju in v širši okolici tudi. Na to kaže tudi čist taka površna omemba dvorca v krajevnem leksikonu Dravske banovine. Tam noter piše res tako na hitro napisano pri Cerini, da tukaj je menda stal nek samostan, ki je bil zgrajen v dobi turških vpadov in to je konc. Zdaj, leta 1937 je dvorec seveda še vedno stal tam in tudi še danes stoji, tako da tisti, ko je pisal tale razdelek v Dravskem leksikonu, si ni očitno dobro pogledal naših krajev. No, med drugo svetovno vojno je bil pa v kapeli uničen cerkveni inventar, izginili so razni dragoceni kipi, po vojni je pa samostanska cerkev celo služila za shrambo sena. Zvonik se je seveda začel podirati, ker je bilo vse nekako prepuščeno samo sebi. No, kapela je pa potem leta 1969, seveda s privoljenjem takratne lastnice, Marije Kolar, ponovno poročene Gričar, začel obnavljati takratni župnik na Čatežu, France Dular. No, in tako je ta samostanska cerkev prešla v oskrbo in uporabo Čateške župnije. K obnovi so takrat prispevali tudi vaščani Cerine in skupaj z daritvenim oltarjem je 28. septembra 1969 ponovno posvetil kapelo takratni ljubljanski nadškof dr. Jožef Pogačnik in ob tej priložnosti sta zakrament svete birme prejela tudi stanovalca gradu oziroma otroka lastnikov Dragica in Bojan Kolar. Torej, sta bila v bistvu doma sta bila birmana, ker luksus. No, bogoslužje v tej kapeli svetega Mihaela
je pa živelo do približno 1 desetletja nazaj, torej izpred 10 let so tam potekale svete maše vsak teden ob delavnikih, potem 11. februarja vsako leto na praznik Lurške Matere Božje je bila procesija z lučkami, pa vsako leto na božični večer je ob 20. uri potekala tam tudi zgodnja polnočnica. No. Danes pa žal več nič. Torej, Cerinska cerkva, kot ji pravimo domačini, je bila vedno zelo obiskana in nabito polno, so mi povedali, žal nisem bila prisotna pri nobenem bogoslužju noter. No, prebivalec Cerine, Mirko Špolar, s katerim sem tudi opravila intervju za potrebe diplomske naloge, mi je recimo povedal, da se je pri maši vedno na glas popevalo. To petje pa je ustvarilo take vibracije, da je omet kar odpadal iz stropa in potem pač zaradi varnosti kapela ni bila več oziroma do danes ni več v uporabi, ampak upamo, da se bo to v prihodnosti spremenilo. Več o kapeli, pa še o kakih zanimivih urbanih legendah bom pa povedala v soboto, ko si jo bomo tudi v živo ogledali. No, danes Cerinski grad kljub svojem trenutnem slabem stanju vseeno moramo priznati, pomembno se oblikuje lokalni kolektivni spomin vaščanov Cerine in tudi nas iz okoliških vasi. In čeprav domačini njegove zgodovine ne poznajo dobro, sestavlja Cerinski dvorec del neke vaške ali pa krajevne identitete in so nanj zelo ponosni. Recimo isti gospod vaščan Mirko Špolar mi je povedal, da nobena takšna mala vas nima gradu, mi ga pa imamo. In Kolarjevi, kot tudi mnogi drugi vaščani, se z veseljem spominjajo gradu še od otroštva, ko je bil to njihov kraj igre, tukaj so se igrali in skrivali, ker je bil pač grad, veliko prostorov za skrit, raj za otroke. V 60 letih prejšnjega stoletja si je tam Cerinska mladina celo umislila neke vrste mladinsko sobo. No, še danes pa je dvorec obdržal nekakšen sloves središča vasi. To je ultimativno zbirno mesto za vaščane, tukaj se vedno srečujejo in so se vedno srečevali, ali pri maši, ali v gostilni, ko je še bila, otroci so pod balkonom čakali na avtobus za v šolo in vesele družbe so družabne večere vedno začele pri gradi in tam seveda tudi zaključile. In še danes je tako, na srečo. No, leta 2009 je bil pa dvorec Cerina s kapelo svetega Mihaela skupaj z drugimi cerkvami iz naše župnije proglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena in je danes tudi pod spomeniškim varstvom. Njegovih arhitekturnih značilnosti se ne bom zdaj dotikala, bom pa o tem več govorila v soboto, pač na licu mesta bo lažje. Dvorec je zdaj v tem trenutku v zelo, zelo slabem stanju, je nujno potreben temeljite obnove, ampak na srečo se je našel nov, zelo ambiciozen lastnik, ki ima za dvorec velike in res čudovite, moram reči, načrte, kar je pohvale vredno, upam, da se to tudi uresniči, ker ima dvorec res velik turistični potencial in bi ga bilo škoda ne izkoristiti. No, to željo, da bi se dvorec ali pa vsaj spomin na dvorec nekako ohranil, so pa pokazali tudi sami vaščani Cerine, ki so leta 2016 samoiniciativno poskrbeli za obnovo manjšega izmed zvonov v Samostanskem zvoniku. No, danes ta zvon krasi središče vaškega jedra Cerine in ob Novem križu je na voljo vsakemu obiskovalcu, vsakemu mimoidočemu, da nanj pozvoni, če gre mimo. Je pa zelo glasen, tako da opozorim. Blagoslovljen je bil seveda na tradicionalni cerinski praznik, septembra na god svetega Mihaela, s čimer je bila pa ponovno obujena tradicija miholovskih prošenj v Cerini, ki so nekaj časa bili, se niso dogajali, no zdaj pa spet se je začela ta tradicija, ki so jo pa začeli že kostanjeviški menihi. No, to je bil Cerinski dvorec. Zdaj pa, če človek raziskuje Cerinski dvorec, ne more iti mimo danes že enega dvorca, ki ga ni več, na žalost je že izginil. V virih se imenuje Dvoritzhof, nahajal se je pa v današnjem naselju Dvorce. Včasih je pa spadal pod naselje Cerina in je bil tudi upravno pod upravo Cerinskega dvorca.
To je dvor dvorica na današnjih dvorcah, skoraj 3 iste besede v naslovu. No, in tako kot pri dvorcu straža, tukaj ne morem točno datirati, kdaj je ta dvorec nastal, ampak njegove začetke lahko nekako enačimo z začetki dvorca straža, torej tam okoli leta 1264, ko je Kostanjeviška opatija dobila od Ulrika Španheimskega tistih več posestev na območju Čateža. No, gotovo je bila del teh posestev, ki so jih takrat dobili, menihi tudi dvorica bodoča, ne, verjetno je na teh posestvih nastala. No, na sliki vidimo Valvazorjevo upodobitev dvorice, torej iz slave vojvodine Kranjske. Ta seveda jasno priča o tem, da dvorica ni bila kak veliki grad, ne, je bila veliko manjša od Zrinskega gradu, ni bila neka mogočna utrdba, ampak kot nam že samo ime pove, ne, dvorica, manjši dvorec, nekoliko večji od hiše samo. No, pri dvorici se pa res zelo dobro vidijo te pogosti boji pa ta trenja za vpliv nad posestvi, za katerega so se na tem območju dajala dva ta glavna zemljiška gospoda, torej Kostanjeviški opatje pa Mokriški gospodje so se tukaj tepli, ne, če se smem tako izraziti. No, dvorec je v začetku 17. stoletja Kostanjeviški samostan prodal Dragavaniču, rentnemu mojstru barona Gregorjanca z Mokric, ki je tako dobil 3 kmetije Cudvorci unter Čatež. In te kmetije so bile še vedno zavezane dajatvam samostanu, ne, torej v bistvu si jih ni lastil čist popolnoma. No, ta dvorec ne bi glede na vire, ki sem jih našla, stal na desni strani potoka Dvorce, med potokom in glavno cesto proti Zagrebu. V 17. stoletju je pa samostan spet pridobil nazaj te posesti in je odkupil nazaj dvorico, ki ga je potem pridružil seveda Vinskemu dvorcu v Straži, ki je v 17. stoletju, kot smo že omenili, postal upravno središče teh posesti. In takratni opat Jurij Zagošen, ki je takrat obnavljal, če se spomnimo, samostanski stolp pa streho, ni obnovil vsega tega samo v Straži, ampak je obnavljal takrat tudi dvorico in je obnovil tamkajšnji mlin na potoku bližnjem. No, po razpustitvi Kostanjeviške opatije v jožefinski dobi so pa dvorico kupili domačini. Zaradi prostornosti je podobno kot dvorec Straža postal dom raznim družinam, je bilo neko večstanovanjsko poslopje. No, konec 18. stoletja se je pa dvorec spremenil kot v neko ubožnico, nekaj podobnega Cukrarni v Ljubljani. Takrat so se pa vanj zatekali odsluženi hlapci in dekle z okoliških kmetij, potepuhi, reveži, no, taki bogi ljudje iz roba družbe, no. Pa seveda še Valvazor ima nekaj za povedati. Valvazor je dvorec opisal in slikovno predstavil v slavi vojvodine Kranjske. S te upodobitve, ki smo jo že videli, zdaj težko razberemo to njeno točno lokacijo, niti ne vidimo te ceste, ki jo omenja, ali pa potoka, lahko pa vidimo v ozadju to vzpetino Šentviške gore, kjer se nahaja tudi dvorec Straža, ne. No, Valvazor, če si malo preberete, tukaj močno poudarja hrvaški značaj teh krajev, prebivalcev, lastnikov tega gradu in še do danes to se še do danes pozna na območju župnije Čatež, pač ta meja na lega na meji s hrvaškim narodnostnim območjem in tukaj že pač od nekdaj nekako prehaja do mešanja prebivalstva, jezika, narodnosti. Se je pa Valvazor tu spet zmotil, ne. Malo je bil površen pri tej svoji slavi, je imel le veliko dela, je celo Kranjsko opisal. Je pa napisal, da dvorico v bistvu uvršča pod naselje Čatež, ne. Zdaj v statusih animarumih, torej v teh matičnih knjigah naše župnije je pa dvorce oziroma dvorica napisana pod hišno številko Cerina 16. No, v slovenskem zgodovinopisju prihaja zelo pogosto do mešanja teh dveh toponimov, torej dvorica Čatež, to glih ni našim zgodovinarjem ali pa zgodovinopiscem jasno, da gre v bistvu za dve različni poslopji. Zdaj je verjetno zato, ker gre za dva kraja, ki sta res v neposredni bližini, zelo blizu, in dvorico zato viri pogosto imenujejo kar Čatež, ne. To recimo lahko vidite tudi že tukaj na tej ilustraciji. In to povzroča veliko zmede pri raziskovanju in poimenovanju.
Tudi do mešanja verjetno prihaja zato, ker je samostan dvorico kupil od teh bratov Dragavanič in onadva sta imela v lasti pa tudi dvor na Čatežu, ki ga bom pa na koncu predstavitve predstavila. Gre za dva različna dvorca, se pravi Dvorica in Čatež, vendar seveda nobeden se pa ni do danes ohranil, da bi lahko videli prav posebej ti dve stavbi. Samo viri nam pričajo o tem. Po razpustitvi samostana je pa dvorica prehajala nekako med rokami domačinov. Na hišnih številkah Cerina 1617 se pojavlja in tu je večinoma živela služinčat, spet je zabeleženih veliko prebivalcev, veliko družin. V določenem obdobju sta v dvorici živela tudi samo neka Jurij Germovski in Marija Regul, dva neporočena človeka, torej neporočena moški in ženska, ki sta verjetno živela tam v izvenzakonski skupnosti, kar pa za tiste razmere kaže, da upada status dvorca, ne. In to je bilo res še bolj očitno potem v naslednjih letih, ko je status animarum ob dvorici omenjal numerus populorum, to, kar sem vam tudi tukaj napisala, to pomeni število revežev, to kaže na to, da pač so sami reveži živeli tukaj noter, ne. Poslopje se je spremenilo v ubožnico in v tistem času je tam živelo 31 prebivalcev, ki so pa tudi tukaj našteti v tem statusu animarumu, pa še malo sem vam jih transkribirala, da jih lahko lažje preberete. Pa vidimo, da so sami faul, lenuhi, servus, ne, hlapci in tako dalje. V drugi polovici 19. stoletja za dvorico več sploh ne najdemo zabeleženih prebivalcev, pač piše samo Dvorichof, zraven pa destructus, to pomeni uničen, ne, pomeni, da je dvorec bil verjetno že v ruševinah, in zadnji lastnik teh razvalin je bil takratni grof Gustav Auersperg z Mokric. Predvidoma na mestu nekdanjega dvorca oziroma vsaj v njegovi neposredni bližini so pa potem zgradili gostilno s tujskimi sobami, imenuje to krajevni leksikon Dravske banovine. Tu je potem zrasla verjetno tudi mnogim od vas znana gostilna Vrančič, danes pa tukaj stoji gostinski objekt z govornim imenom, da je še večja zmeda, Čateški dvorec. Po drugi svetovni vojni je pa pod Cerinsko vzpetino okoli ruševin, baje tega dvorca, zraslo novo naselje Dvorce, ki se seveda imenuje po dvorcu, ki je nekoč tukaj stal. Zdaj, ne vem, ni sigurno, da je pač dvorica res stala tukaj, kjer danes stoji Čateški dvorec. Naj bi bili v to stavbo novo vzidani neki te kamni, ki so ostali od dvorice, ampak bolj verjetno je ta dvorica stal na drugi strani ceste, ne, tam, oziroma na tisti strani, kjer je danes tudi urejen potoček pa mlinček tam na dvorcah, ampak malo bolj naprej verjetno, ne. Med potokom in cesto, si predstavljam, da je bilo to tam. Kostanjeviška Opatija je pa na svoji posestni enoti na območju Čateža vseeno pustila še sled z enim, drugim, tretjim dvorcem, to pa je dvor Čatež. In tukaj se spet prepletata cerkveno in posvetno lastništvo med samostanom in plemiči z bližnjega gradu, Mokrice. V 20. stoletju je pa ta tretji dvor služil v bistvu kot župnišče in občinska stavba. V virih se ta dvorec imenuje Dragavaničev dvor oziroma Hrvaški dvor, to sem vam tudi tukaj napisala, Krabatišerhof, Dragavaničhof. Saj je bil, preden ga je odkupil kostanjeviški samostan, v lasti teh bratov Dragavaničev, ne. In imamo Dragovaniče tle in imamo Dragovaniče na dvorcah in potem je zmeda, kje sploh kaj je. Te Dragavaniče omenja pa tudi Valvazor, seveda v tem svojem zapisu o dvorici v Slavi, ki smo ga že tudi malo prej prebrali. In tukaj seveda dvor Čatež opiše skupaj z dvorico, ker misli, da se ta dva dvorca nahajata v istem naselju. Ampak dvor Čatež gotovo sicer izhaja iz iste posesti, kot je bilo tisto, iz katerega je nastala dvorica, ampak je dvorica veliko bolj upravno povezana s Cerinskim samostanom in Cerinskim dvorcem in tudi potem je upravno spadala pod Cerino, ne. Smo rekli, da je imela Cerinsko hišno številko, Cerina 1617.
je veliko bolj gravitirala k Cerini, medtem ko je bil Čatež res za kratek čas v lasti Kostanjeviških opatov in je bil pač neka čisto posebna dislocirana enota. Tudi tukaj imamo napisano, z enakim imenom kakor grad, namreč Čatež, ampak dvorica ni Čatež. No, ko je Kostanjeviški samostan odkupil dvor Čatež od Dragavaničev, ki so bili prvi lastniki, so ga te menihi konec 17. pa začetek 18. stoletja, tako zelo za kratek čas, zaradi bližine zdravilnih toplih vrelcev na Čatežu, ki so bili že takrat znani, so ga uporabljali kot nek sanatorij oziroma počitniško rezidenco. Tam so se šli malo počiniti, kot rečemo. In še pred razpustitvijo samostana so lastniki tega dvorca izpričani spet posvetni, spet eno izmed ne vem kolikih kolen mokriških dvorcev, to so bili neki Batjanjevi priženjeni mokriški dediči. Se pravi, je bil spet dvorec pod mokriško oblastjo in do začetka 20. stoletja je ostal v vlasti enega ali pa drugega kolena teh mokriških dedičev. Kasneje so pa v njem stanovali podnajemniki, recimo oskrbnik Mokric družino, nato pa neke razne gostaške, torej revne družine, ki so pa živele v tej pripadajoči stavbi, ki jo imenujemo domus adiacens, to, kar sem že prej povedala, pri straži, oziroma potem v kasnejših statusih animarumih se ta hiša ali pa to poslopje imenuje Čatež pristava. No, to je priložen izsek iz nekoliko starejše matične knjige, torej stavba imenovana domus adiacens in zadnji mokriški lastnik dvora naj bi bil Adolf Auersperg, Storjaka. Ta je bil pa med drugo svetovno vojno umrjen in se je za njim izgubila vsa sled. Potem po drugi svetovni vojni je bil pa dvorec seveda podržavljen in v njem je dobila prostore Čateška župnija in tudi Čateška občina. No, potem se je pa začela graditi nova avtocesta Bratstva in enotnosti v 50. letih prejšnjega stoletja in je bil župnijski vrt dejansko presekan na dvoje. In je bilo s tem župnišče ločeno od cerkve svetega Jurija, farne cerkve na drugi strani in je bil dvor tudi pač odrezan čist. Zato so začeli graditi novo župnišče na drugi strani avtoceste, zraven, zdaj vemo, da je to pač na isti strani, ni čist zraven cerkve, ampak na isti strani. Ta dvorec je pa še nekaj časa služil kot stanovanjsko poslopje, tukaj so stanovali Petrolovi zaposleni, tisti, ki smo iz teh krajev, tudi vemo, da je v bližini Čateškega župnišča bil Petrolov motel, pač gostinsko poslopje, pa Petrolova bencinska črpalka, kjer je bilo tudi veliko zaposlenih iz okolice. In so potem tam živeli. Zdaj, ni čist jasno, ali gre pri tem originalnem Dragavanovičem dvorcu pa pri tej čateški občinski stavbi, kjer so potem živeli Petrolovci, za isto stavbo. Možno je, da je ta pri Valvazorju izpričan dvorec samo stal na tem mestu, pa so potem kasneje pozidali to občinsko stavbo. To ni čist jasno, no. V vsakem primeru je bil pa v notranjosti tega dvorca dobro ohranjen lesen razlijan zgodnjebaročni strop iz 17. stoletja, pa še baročni portal na severni strani, pa velika podzemna klet, v glavnem kar nekaj takih stvari, pomembnih. In čeprav je Varstvo za kulturno dediščino že leta 2003 dvorec prepoznalo kot kulturno dediščino, so ga vseeno leta 2012 dokončno porušili, takrat, ko so rekonstruirali avtocestni odsek Kronovo Obrežje in takrat je itak sledil val ogorčenja strani krajevne skupnosti, strani župnije. Dvorec je bil pač zelo pomembna stavba za krajevno zgodovino, pač res taka eminentna stavba na Čatežu. Takrat je Dars sicer pridobil gradbeno dovoljenje za rušitev, ne pa tudi kulturno-varstvenega soglasja, tako da je bilo vse skupaj malo tako. Dvorec so potem pač porušili, čeprav bi dejansko lahko rešili nekatere neprecenljive dele dvorca, recimo ta strop, pa še neka vrata, pač dosti je bilo takih zadev vrednih, ki jih je pač škoda bilo, ampak so ga dobesedno zravnali s tlemi. Žal od njega torej ni ostalo ničesar. To so bili moji 3 čateški dvorci.
S tem zaključujem svojo predstavitev. Jaz upam, da sem vam uspela na dokaj zanimiv način predstaviti pomen teh treh pomembnih stavb za našo lokalno zgodovino, pa tudi kako so bile med seboj povezane, kako so bile prisotne v lokalnem kolektivnem spominu in so še danes, predvsem pa vlogo tega njihovega skupnega imenovalca, torej Kostanjeviške opatije. Žal torej z občasa ni prizanesel Dvorec in Čatežu, za Dvorec Cerina pa še ni prepozno in vesela sem, da se tudi v tem pogledu stvari premikajo na bolje in že komaj čakam, da zaživi v novi preobleki, v novi podobi, predvsem pa tudi bolj varni. Na tem mestu se vam vsem, ki ste danes poslušali, zahvaljujem za pozornost, hkrati vas pa seveda lepo vabim na drugo dejanje te predstavitve v soboto na ogled Dvorca Straža v živo. Še enkrat se zahvaljujem Posavskemu muzeju Brežice za to priložnost in za organizacijo tega dogodka. No, zdaj pa vabim k besedi še vse vas, vabljeni, da postavite še kakšno vprašanje ali pa sam delite z nami kakšen komentar, misel, ki se vam je utrnila. Hvala. Najlepša hvala, Lara, za to res odlično predavanje, predstavitev kar nekih zadev, katerih smo že kaj vedeli, ampak ne veliko, oziroma je res izjemno pomembno, da se kot študentka lotevaš svojih krajev, ne? Da to, kot si povedala, da tukaj raziskuješ in da nam s tem tudi odstiraš še neka nova znanja in vedenje. Tako da evo, imamo en komentar, hvala za odlično predstavitev. Trije, nekateri, ne vemo kdo, kar niso tako podpisani, samo kot trije. Zdaj vas pa kar lepo prosim, da se opogumite, lahko seveda napišete v ta okvirček, v ta klepetalnik spodaj, lahko tudi zaploskamo, tako sem jaz naredila, ne, ker če bi bili skupaj in ko bomo v soboto skupaj, lahko bomo tudi ploskali, danes pa na ta način izražamo to svoje navdušenje. Tako da, kar kakšno vprašanje? Ni nujno, da vprašanje, lahko je tudi mnenje, ja. Če ne, bom pa spet prebila letno. No, tako, dej. Te sem ravno hotela reči, da boš prva. Tako smo navajeni cele dneve govoriti. Ja, Lara, čestitam, no, čestitam. Jaz moram reči, da sem iz vsakega od teh predavanj, tako, za vsakih nekaj centimetrov više zaradi ponosa, no, ker rastem. In zdaj, kar nekaj teh mojih bivših dijakov je tako lepo predstavljalo svoje in zdaj tudi ti, to svojo diplomsko, ki je res odlična, res odraža eno takšno kompleksno delo, ne, kompleksno raziskovalno zgodovinsko delo. Glej, tukaj vidim, si mogla združevati kar več teh raznih veščin, od tega, da si iskala vire, že to je dokaj zahtevno, potem si se tukaj soočala z paleografijo, ki vem, kako velik, ne, kaj to pomeni, prebijanje se skozi te stare pisave, plus potem seveda še prevajanja, ne, in potem oblikovati neko sintezo. Je pa seveda to zelo, zelo bogato pravo, res tisto srčno zgodovinsko delo, tako da si sigurno nabrala si res enih velikih veščin za nadaljne raziskovanje v zgodovini, ne. Plus to, da združila si to, kar jaz izjemno cenim, ne, to veliko domoljubje, lokalno domoljubje, ne, in si nam tako lepo približala te tri dvorce, oziroma posebej Cerino, ne, ki zdaj še stoji in res se tudi jaz veselim, no, da jo čakajo lepši časi, no. Tako da res hvala ti za ta simpatičen doživet nastop, prav zanimivo te je bilo poslušati, tako da se nadejam, no, da boš nam potem v poddiplomski pa magisterski nalogi, no, še kaj dodala oziroma še kako drugače tudi predstavlja, še kaj iz lokalnega okolja, no. Tako da res čestitke, se ti pa vprašam za soboto, ne bom mogla priti, ker sem na maturi. Drugače pa bi se z veseljem udeležila, no, tega ogleda dvorca, no, Cerina. Tako da, hvala lepa. Najlepša hvala vam, gospa profesor. No, tudi vi ste v veliki meri zaslužni, da sem se sploh odločila za to študijsko smer, tako da tudi hvala vam za podlago. Hvala lepa, ja, sigurno boš ti potem naprej v življenju iskala nove poti v zgodovini, no, in
zgodovino spet na novo odkrivala, na novo raziskovala. Ne. Tako da me veseli. Hvala lepa. Hvala lepa, imamo nekaj komentarjev. Hvala, Lara, za lepo predstavitev. Je pa vprašanje. Na začetku je omenjen kraj Ostrica, ki je neznan temu Romanu, ki nam je pisal. Je znano kaj več o njemu? Ja, moram reči, da tudi mene je ta kraj presenetil med vsemi temi imeni, toponimi, ki so sicer znani. To je, mislim, da se nanaša na tisti zapis iz Kostanjeviškega urbarja. Jaz sem jemala te podatke od urbarja iz monografije od Jožeta Mlinariča, to je taka debela bukva, res špeh debeli. Tu je noter res zbrano vse od Kostanjeviškega samostana. In predvidevam, da je mogoče avtor to naselje malo pomeša oziroma ne spada glihno v ta naš konc, mogoče spada v en drug del urbarja, pa je nekako padel k nam. Ne vem, tudi jaz ne poznam nobenega kraja tukaj v naši okolici s tem imenom. No? Je bil pa zapisan kot del te dominikalne posesti dvorca Straže oziroma na tem območju naj bi ga obvladoval dvorec. No? Ne vem pa ne, no, tako da se opravičujem. Boš še našla, ne? Vemo, da v bistvu imamo včasih občutek, da je vse narejeno, velikokrat se omerja Valvazorja, hvala Bogu, da imamo Valvazorja, ampak seveda ves čas pa tudi govorimo, da se je malo zmotil. Lepo si povedala, da se je imel res obsežno delo, ne? Je pa res, da tudi vemo pri Valvazorju, da je imel odlične informatorje, da je imel tako terenske pomočnike, ne? In da seveda tudi od teh odvisno, kako so to dobro naredili. Ampak vseeno še nekaj teh, Roman se je zahvalil, pa bo pomagal iskati, ne, če boste našla. Potem pa imamo dve pohvali. Najlepše je videti mladost, okuženo z ljubeznijo do domačih krajev. Bravo, Ivanka je zelo uživala s tem, ker je izvedela veliko novega. Simona pa je napisala iskrene čestitke, odlično, zanimivo, poučno, izvirno, bravo, bravo. Ne? Tako da evo, je poslušala Simona na tej poti po gozdovih bližnjih. Zdaj pa še kakšno vprašanje? Ja, no, pa jaz še nekaj komentirala, oziroma vprašala. Omenjaš Mlinariča, ki je seveda za vse, kar je povezano s cistercijanskim samostanom, ki ima obsežno posest, tako na, bi rekli, kranjski kot na štajerski strani. Ne? Bi lahko rekli, da je samostan bila že taka prava posavska ustanova, ne, inštitucija, ampak se bo treba pa tega zagotovo na novo lotiti, ne? Tako da me predvsem zanima, kaj bo zdaj nadaljevanje, kaj te najbolj zanima naprej. Si želim za magistrsko nalogo nadaljevati nekaj v tej smeri, ker je res veliko stvari je tako še v zraku. To, kar je pač popisano v literaturi, pa to, kar sem pri gospodu Župniku, ko vidim, da je danes tudi tukaj z nami, dobila, je pač nekaj sigurnega. Predvsem pa ostaja vprašanje glede 20. stoletja, ki je pri vseh treh dvorcih nekako zavit v meglo, ne ve se čisto točno kdo, kaj, kje. Nekaj odgovore sem dobila v zemljiški knjigi pač na Brežiškem sodišču, ampak to so tam neki podatki goli, ne. Treba je najti zdaj meso za temi podatki in se mi zdi, da je še veliko dela na tem področju pri vseh treh dvorcih, no, predvsem pri drugih dveh, ki je res dosti manj stvari znanih, ker pač jih tudi ni danes več, ne. Tako da si želim še nekaj v tej smeri, no, jaz sem si sicer zbrala pedagoško smer na drugi stopnji, tako da nisem tako strokovno podkovana, zato sem imela tudi težave, ne, pri tej nemščini, latinščini in kracanju. Ampak vseeno, no, se mi zdi, da z nekim interesom do raziskovanja se pa da tudi pol marsikaj odkriti, no. Se imam pa jaz tlele zahvaliti itak tudi veliko seveda mojemu mentorju, ko si pa ti že, Alenka, prej veliko o njem povedala, ga moram pa tudi pohvaliti kot mentor, se je tudi zelo izkazal in mi pri marsičem pomagal, no. Tako da sem zapisala tudi v zaključku moje diplomske naloge, da je definitivno ostaja še veliko manevrskega prostora za raziskovanje teh treh stavb, tako da mogoče se jaz lotim, sigurno bi bilo pa super, če se še kdo drug pa mi pomaga.
No, tudi če bo ta novi lastnik, kot si rekla, da ima velik interes za prenovo in da ima tudi ideje, kako to širše uporabiti, očitno ne misli zase imeti, ampak za neko dejavnost gospodarsko oziroma turizem, upamo, da te bo angažiral in da bo na teh resničnih spoznanjih gradil eno novo istovetnost tega dvorca, ki mu tako lepo pravite grad. Grad dobi vsaka taka malo večja stavba in takoj vemo, zakaj gre, nekaj, kar malo štrli iz okolja. Aha, nekaj je na carini, dobro. Mislim, da se je to priklopil glih novi lastnik, s katerim smo danes. Tako, dobrodošli. No, evo, ravno smo rekli, da morate Laro angažirati, da bo dajala te podatke in se trudila naprej z tem dvorcem. Dobro, kakšno vprašanje še? Nič hudega, da ni, ker vsi čakamo soboto ob 10, ko se dobimo tam na tistem parkirišču najbrž oziroma v bližini, Lara? Tako, pred gradom. Na zbirnem mestu. Tako. Smo zelo počaščeni in veseli, da bomo lahko tudi vstopili, tako da res najlepša hvala. Kot vidimo, ni to dvorec v najboljšem stanju, tako da bo pač nujna pazljivost, pa spoštovanje ukrepov, ampak mislim, da je to res izjemna priložnost, da lahko vstopimo in tak objekt, preden bo šel prenovo. Vsi tisti, ki smo kdaj kaj takega počeli, je res ta princip, vidiš eno stanje in potem spremljaš, kako se spreminja, res je ena izjemna izkušnja. Dobro, še kdo v tem času, ko jaz govorim, vam kakšne ideje pridejo blizu? Bo še kdo, ki je pohvalil, kje imamo še kakšne čatežane? Gospod župnik, imate mikrofon ali boste tokrat manj zgovoren? Evo, vljudno vabimo, nič silimo, ampak bo. Ne slišimo vas še? Kaj narobe z mikrofonom ali nas gledate samo? Ja, ne vem, da ima slušalke in mikrofon, se pa nič ne sliši. Dobro. Še kakšno drugo mnenje, vprašanje? Dobro, potem pa zaključimo, se vidimo v soboto. Veseli bomo, če se nam najavite, zato da nam bo lažje vse to organizirati. Zdaj pa Lara, zaključne besede. Imamo še? Ne, nekaj slišim, ampak mogoče se motim. Torej pa Lara, če pa kdo še kaj ima, pa saj smo tukaj in nič nam ne manjka, lahko še malo se poklepetamo. Lara, izvoli. Torej, najlepša hvala še enkrat vsem za udeležbo. Upam, vem, da nekaterim izmed vas prisotnim je zelo mukotrpno poslušati zgodovinske vsebine, tem sem še posebej hvaležna, da ste si danes vzeli čas in me poslušali. Upam, da vam je bilo tudi vam vsaj malo zanimivo, pa tudi vsem tistim, ki pa ste strokovno malo bolj podkovani na zgodovinskem področju, upam, da je bilo za vas pa dosti kvalitetno in na dobrem nivoju. Torej, še enkrat najlepša hvala in se vidimo v soboto. Hvala vsem. Mi bomo s ciklom nadaljevali nekje v jeseni. Bomo zdaj pustili mlade raziskovalce, študente, da zaključijo z izpitnim obdobjem, da se pripravijo na september in še vedno seveda tudi vabimo, če imate kaj takega, če imate kakšno temo, ki jo želite predstaviti in ste pogumni za to, ker malo poguma je tudi treba, bomo vsi v Posavju zelo hvaležni, ker nas res to veseli, da se lahko nekako povezujemo z mladimi, da jim damo to priložnost in da seveda se vsi tudi bogatimo s tem novim znanjem. Torej, še enkrat hvala vsem, hvala Lara in zdaj vidimo Rajkota, pa bomo nazaj videli Laro in se srečamo nekaj minut pred 10.
na Cerini, ne, tam pri dvorcu. In Lara nas popelje spet še v drugi del, v in situ, v živo, še bolj živahno in še več podatki. Lep večer vsem. Lahko sem še nekaj vprašam. Aha, prosim, ja, kar dejte. Ja, jaz sem zamešal sem uro, sem mislil, da je 1 uro kasneje, to sem se zdaj priključil. Ali so se videl, da se snema, so da kakšen posnetek dobiti tega predavanja? Seveda, mi bomo to objavili na YouTube kanalu Posavskega muzeja Brežice, tako da bo tudi Lara vam lahko poslala in delila. In smo hvaležni, da ste z nami, se veselimo srečanja z vami. Jaz sem se toliko veselil, sem je bilo kar grozen, ker sem zelo vedel, da sem zamudil. Nič hudega, boste imeli možnost. A se vidimo v soboto, boste z nami ali imate druge obveznosti? Mogoče bo oče, jaz se zdaj pelem na dopust, tako da oče mogoče bo, ko se boste z njim slišali. No, potem pa uživajte. Hvala. Lepo, da ste prišli v naše okolje in se veselimo, da boste uživeli ta naš dvorc in da upam tudi, da bomo dobro sodelovali. No, jaz tudi, zelo lepo. Dobro, srečno in hvala, da ste se oglasili, res. Hvala, adijo. Hvala vsem. Ja. Zdaj pa si lahko pomahamo, da se bo videlo Oštrbenkovim domov. Tako, lep večer, zdaj pa res. Lep večer vsem. Nasvidenje.